Ljudje in ljudine, poslušate 162. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov, od F do Z. Obot odločno brcajo okroglo dobrino, tako kot skoraj vedno. Okay. Mito Gegić, Howdy. Igor Har in Aljoša Harlamov. Tokrat brez gosta ali gostja, nič manj gostobesedno. Današnja epizoda je posvečena tretji in menda zadnji sezoni serije Ted Lasso, ki se je 31. maja, torej skoraj za vogalom, zaključila na Apple TV+, za tiste, ki imate jabolčne produkte in ne mislim fruktal soka. Če serije ali tretje sezone slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehate poslušati, poglejte si jo in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste sezono in s tem serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa pogumno z nami na igrišče, najprej 10 krogov lahkega teka za ogrevanje, nato pa se pridružite naši ekipi, ki bo poskušala osvojiti prvenstvo. Maestro, eno navijaško. Ole, 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 ole. Rdeče bele. Rdeče bele, itak, ja. Tu sem te čakal. Prvi ligi, baby, we're back. Hudi, mislim pa z lahkoto. We never went anywhere. Skoraj Ted Lasso, kdo je trenira, treba pogledati. To so se navdihnili, ne? Ja. Kar Teda Lassa delamo, kar je skrajni cajt, jaz mislim, da smo bili vsi zelo navdušeni na to serijo in da se je tudi veliko o tej seriji zelo veliko govorilo in zdaj smo tukaj, da pozamemo, ne bomo seveda govorili samo o tretji sezoni, večinoma bomo seveda govorili o tem, kako se serija zaključi, kako se vse te niti spletajo, ampak govorili bomo seveda o celotni seriji, vse to 3 sezone, to ni toliko veliko, razen da je res zadnja sezona, so enourni deli. Ja. Celo uro 12 je eden. Tako. Ja, celi filmi. Kot celo fuzbol tekma skoraj. Skoraj. Brez podaljškov. Ja. Gre za humoristično, športno, dramsko serijo, skratka ima vse, kar imajo veliki. Ni ravno franšiza, no, je pa serija nastala po seriji reklam za NBC Sports. Se veste, to je ameriški kanal, ki je takrat kupil Premier League in je hotel to približati ameriškim butastim gledalcem, da razumejo, da je to fuzbal in ne soccer. In je Sudeikis skratka igral pač tega lika, ki pa je bil takrat trener kluba Tottenham Hotspur, se pravi ne pa kaj že. Tako je. Ja. Ustvarjalci razvili so jo kar Jason Sudeikis, potem in Brendan Hunt, o katerem bomo še govorili. Drugače sta pa zraven še Joe Kelly in Bill Lawrence. Bill Lawrence je ustvarjalec serije Scrubs, so ustvarjalec serije, ko so Cougar Town, za vse tiste malo in Spin City. Ne vem, kaj je Cougar Town, ampak jaz si predstavljam, da so to ženske. Ona igra iz Friendsov, pa iz Bruce Springsteen videa. Courtney Cox. Okay. So there are foxes and cougars. Coxes and cougars. Okay. Mogoče ta analogija pustimo za kdaj drugič. To bomo ven zrezali. Ja. Vem, da ne bomo, ampak rečemo pa lahko vedno. Kaj je tisti, ki do zdaj slišali, tega ne bi smeli slišati. Malo bomo sem preleteli igralce, ker jih je ogromno in ogromno jih imamo napisane v tej seriji. Jasona Sudeikisa ste na zadnje, oziroma zdaj ga bomo kmalu gledali v Fool's Paradise od Charlieja Daya, ki prihaja v kina v julija. Junij zdaj, kar že kmalu je. Meni se tudi zdi, da je kmalu tukaj. Rebecca Welton, oziroma Hannah Waddingham, seveda poznate kot Septu Nelo iz Game of Thrones, tisti, ki niste prepoznali, ker je malo drugačna. Večina jo zdaj pozna kot voditeljica Eurovizije. Tako, in voditeljica Eurovizije, sicer pa je igrala tudi Sex Education. Jeremy Swift, ki je Leslie, je Gosford Park, Jamie Tart je The Devil's Hour, mislim, da je ta na HBO-ju, če se ne motim. Brad Goldstein, Roy Kent je Hercule, v zadnjem Thoru bil samo par sekund noter, ampak... Je pa tudi soscenarist. Tako, je pa tudi soscenarist.
In pa označil sem se še coacha Bearda, ki smo v zadnjem delu zadnje sezone izvedeli, da mu je ime Willis. Skratka, Willis Beard. Je iz We're the Millers. Sicer pa imamo še kar nekaj znanih in manj znanih igralcev. Jaz bom seveda opozoril na Anthony Heada, ki je Giles iz Buffy, to je njegova druga nesmrtna vloga, skratka zdajle kot Rupert Mannion. In pa jaz bi vseeno rekel, da je treba pozoriti na to, da tudi resnični nogometaši igrajo v seriji in pa resnični novinari, športni novinari. Večina tistih, ki jih vidimo v teh športnih oddajah, so resnični, pač so pravi ljudje, kako naj temu rečem, igrajo sami sebe, tako bomo rekli. A hkrati sta tudi ona dva, ki na štadionu komentirata, ker sta smešna. Tudi ona dva sta neka. Ona dva imata super banter. Tako je. Drugače pa Thierry Henry je noter, Gary Lineker, Peter Crouch in Pep Guardiola. Čeprav je najbolj cheesy line ever, ampak ok. Ampak je pa Pep. Pep je noter, veliki Pep, tako da veliki Pep talk. Drugače, Nick Mohamed, ki igra Nata, Wunderkida, njega pa v vseh teh Netflixovih End of Year Goodbye teh igra režiserja te serije, ki jo delajo vedno. In je lušno, tam noč se pojavi zelo malo, ampak da ga umestite, to je edina njegova večja vloga. Čeprav se je kar izkazal v tej seriji. Zdaj pa zdaj bomo omenjali še kakšne druge igralce vmes, cel kup jih imamo napisanih tukaj, ampak Igor bo mogoče zdaj najprej obnovil štorijo serije. Ted Lasso je zgodba o trenerju ameriškega nogometa v univerzitetni ligi, ki dobi službo trenerja, selektorja angleškega nogometnega prvoligaša. Prvotni cilj nove lastnice kluba, Rebeke, ki smo jo prej omenili, je uničiti klub, kar je malo podobno zapletu kultnega filma Major League z Charliem Sheenom. Tam je pa hotela nova lastnica, ki je podedovala klub, taka neka goldigerka je bila in je sovražila Cleveland, ki so Cleveland Indians, in je hotela, da bi šli v Miami ali nekam tak, kjer je lepše vreme. In edina varianta, da grejo, je, če so zadnji, se lahko preselijo v drugo mesto in hoče doseči, da bi bili zadnji. V glavnem tukaj je pa zgodba... Drugače to tudi producers, a ni skoraj podobna fora, ona dva uničuje na film, zato da pač ne bi ga rabili posnetne. Predstavo. Ne, ona dva probata neko računovodsko finto uporabiti, zato da bi predstava, ki izgubo prinese, dejansko se ima splačala. Skratka, tukaj pa se hoče Rebeka maščevati bivšemu možu, zato ker je fuzbal klub dobila v ločitvenem postopku. Upam, da nikoli ne boš vedel tega. Tudi jaz. Jaz bom tiho. Ampak Tedova prijaznost in pozitivnost prepričata njo, pa s tekom celotne serije, tudi vse ostale antagoniste, da v športu in življenju ni prostora za sebičnost in sovražnost, in skozi izgradnjo takih všečnih pa pestrih junakov uspe serija to pravzaprav plehko pa malo basic idejo, ki je posebno tako v real life je ful pomembno, da smo ful pozitivni, pa vse to, ko ti pa nekdo pridiga o tem, pa je malo cheesy. Ampak ta serija vseeno uspe to povzdigniti v nek zabavni sitcom, ki je zdaj postal, jaz bi rekel, nek antipod Seinfeldu in Filadelfiji in vsej tej neki mizeriji, humorju mizerije. Cinizmu in nihilizmu. To, ja. Ma pa tudi dost močen kulturni vpliv. To mu je uspelo, ker je sicer nastalo enih par toliko pozitivističnih serij v zadnjem času, tudi Good Place recimo, pa Parks and Rec, ampak tam so dost bolj prišli v ospredje, recimo pri Good Placeu filozofija kot taka, pa pri Parks and Rec samo liki, pa ne vem, tudi malo državne administracije, tukaj pa prav ta pozitivnost. Zdaj pa zgodba sicer spremlja Teda, vodstvo kluba pa igralce skozi 3 sezone, tako serije kot v nogometu, polne
ponujajo dogajanja, ključne teme, ki jih obdela, pa so ločitev, ločeno življenje, gradnjo ekipnega duha, iskanje novih poti v življenju v srednjih letih, torej midlife crisis, in skrb za duševno zdravje, to je ful ključno, cel cajt. Pomen samo podobe v zadnji sezoni pa so še natlačili in kup stvari noter, LGBT, težave v razmerjih z nadrejenimi, pomen fizične bližine z družino, prometna varnost v Amsterdamu, pa še en kup stvari. To si našel kot pomembno temo. Moraš vedeti, kje so kolesarske poti. Mislim, glej, Mito, ti si bil nedavno v Amsterdamu, a ni fucking nevarno, če ne veš. Če si pač turist, če si Amsterdamčan, vem, ampak a si Amsterdamčan? Ne, jaz nisem. In mislim, da večina ljudi, ki to gledala, Ted Lasso ni iz Amsterdama in je dobro vedeti, da tam pač fucking ne stopiš na kolesarsko stezo. Če se imaš pač rad. Če se imaš rad, to je dobro. Če pa ne, pa go boldly where no man has gone before. Zanimivo je to, je tudi recimo povezava z serijo, ki imate tudi na Netflixu, Welcome to Wrexham, kjer pa sta Disney, se pričujem, zdaj že vse mešam, kje je kaj, kjer pa skratka imate resnične igralce, ki sta kupila resnični klub in skušate nekako ga Ted Lassat, tako bi človek rekel. Zlasat, ja. In zdaj mi je uspelo, uvrstili so se v prvo angleško, ne v to Premier League, ampak v prvo. Torej drugo ligo, ki se reče prva liga. Tako je. Ja, to, kar zvemo tudi v zadnji sezoni, ker Ted Lasso je tudi presenečen. V Championship League. Pa da je liga prvakov, v kateri so prvi štirje. Skratka, hotel sem tudi to reči, da je zanimivo meni tudi z tega vidika, da že dolg, a pa vsaj jaz zdaj tako se mi zdi, nismo imeli te neke športne komedije, da je to zdaj nekaj časa, to je bilo tam v 80-ih. Ja, ampak so bili filmi, ne spomnim se prav, da je kaj dost bilo sitkomov ali kak drugače. Ampak so bili, ne vem, katerega filma res dobrega. Mislim, bila je serija Coach, to ne poznam. Kjer je igral on tip, ki je bil v Poltergeistu glavni igralec. Potter, ja. On je igral trenerja univerzitetne ekipe, tisto je bilo kar v 90-ih. Imaš Friday Night Lights, ki je bila ameriški fuzbol. Ampak to je Friday Night Lights je iz leta. Ja, film je bil, ampak je bila serija. Ja. Sem nekako spregledal. Peterberg. V filmih imaš pa tudi v bistvu nekaj hokeja, nekaj tega ameriškega fuzbola, malo morje. Basket. Ja, ampak večinoma niso komedije, zdaj ne bi rekel, da so ravno komedije. Komedije. Major League. Ali pa kaj ona z Tom Hanksom pa Madonna. League of Their Own. Ja, to naprimer. Ja, ampak je tudi tak drama z komičnimi elementi. Kot Ted Lasso. To je 90-ta. Ja, ok, no, ja. Ni ogromno tega, ni baš, ne vem, najbolj priljubljen. Nogomet je pa redko, posebej za ameriško koprodukcijo. Ampak en najboljših filmov Sylvestra Stallona in Michaela Caina skupaj. Zelo dober film, je pa še Pele igra noter. To je, res je. Ja, ko igra kaj že z naciji, ali kaj. Tam so vojni ujetniki, zdaj naslova filma se ne spomnim, ampak oni so vojni ujetniki, ki igrajo proti nemški reprezentanci in še tekma je pa v Parizu na stadionu in dobijo še zraven iz teh taborišč še judovske neke. Pa tam na pol med katerimi je Pele, pa mislim, da Allies versus the Nazis. Pa Stallona pripričajo, da je Goldman, zato ker on je ima vezo z uporniki. Še to je. Ne, on ne zna igrati fuzbala. To se da človeka naučiti. Itak je cela premisa tega filma, da oni morajo iti igrati, zato ker da kupijo dovolj časa, da se skoplje nek rov ali neko sranje. Med tem, ko igrajo, bi oni skopali rov. V slačilnicah. Tako je. Vidiš, vse nekaj pa smo našli. Skratka, pa potem si imel še te slovenske, mislim pa jugoslovanske. Košarkar naj bo in tudi. Pa tudi bičemo prvaci sveta, srpski, ali bil tako, bi še meni nogometu. Pa kaj še on kitajski? Shaolin Soccer. Yes. Ok, a to šteje kot šport? Totalna komedija, pa šport je. Recimo, da je tisto podobno nekemu športu. Še posebej, če prej obiščeš Amsterdam. Drugače, jaz se spomnim enega hongkonškega, mislim, da je iz 80-ih,
vedno poznam, kako je že naslov. Mislim, da je neki Red Dragon ali nekaj takega. Je pa Jackie Chan igrajo fuzbal z badminton perjalnico. Ok. Pa ne pozabiti animejo, ne? Ja, dobro, anime pa so, ja. Rudy, kaj je že bil v slovenščini. Rudy je bil? Okay. Ja, je bil nek fuzbaler. Pač. Ja, ker to je drugače baza od Sora Superstar, pa si še imel Kickers. Ja, to sem ja, skratka, no, pa smo vseeno našli kar nekaj tega. Ne pa dost novega. Torej. Ja, ampak definitivno jaz mislim, da je Ted Lasso ena fajn pridobitev bila tudi. Prva sezona je bila res kar boom, jaz mislim, da skoraj ni bilo človeka, ki je pošten na tem svetu. Ne, samo kakšni Ruperti, ja, veš. Ja, da ni gledal prve sezone, ampak kako se vam pa je zdaj zdelo, se pravi, kako se vam je, mogoče tako vprašanje na dva dela, kako vam je kot serija celota, in kako vam je bila tretja sezona, pač recimo temu posebej. Okay. Ja, kot serija je meni izjemna, pa tudi remek delo televizije, ki je na pol nujno pogledati, če češ biti del civilizirane družbe. No? Ja, evo, to takšen level bom postavil, ampak tukaj zraven seveda moraš imeti tudi Succession, pa Game of Thrones, pa še kaj tazga zraven prepopanga. Super. No, skratka, meni je kot celota zelo super fajn mi je, da je zaključena, da se ne vleče, tudi ne bom pogrešal ali pa pričakoval nekih spin-offov, tako da mi je čist fajn, tako kot je. Kar se tiče tretje sezone, bom pa rekel, da meni osebno ni tako dobra kot prvi dve, ker se vidi, da so skušali čim večjim likom dati neko zgodbo, ne bom rekel zadovoljivo, ampak nek zaključek, ampak v all over ni slabo izpadlo. No. Je sicer malo kičast finale, pa full happy end, ampak mislim, da serija, kot je Ted Lasso, ne more iti drugače kot to. Tako da to je bilo čisto žanrsko pričakovano in lepo narejeno. No. Igor, ja, mislim, zelo narobe bi bilo, če bi se zaključilo s tem, da se peljajo z avtobusom na tekmo, pa padejo v reko. Ja. Mislim, to je bilo kind of dark, pa ne bi bilo. Meni je, jaz sem začel gledati prvič, ko je ven prišlo in se mi je zdelo obupno prvih 15 minut, tako kaj ne. In sem nehal, tisti asi se mi je zdelo, neko pride. No, pa ne, asi, ena bolj. Vem, sem se mi je zdelo tak dead jokes cel cajt, ne? Ja. In potem je pobral, ne vem, vse Emije ali kjerkoli nagrade, še pa probo pogledati. In sem ugotovil, da zelo, zelo dobro. In ta pogled, mislim, tole en basic dead joke nas ufura noter, ampak ni na prvo žogo vseeno. Zelo zgradi globoke like že v prvi sezoni. In to se mi je ful dopadlo. Moram pa reči, da sem kasneje to enak postopek probal z serijo Elementary, ki je na Disneyju. In ne. Okay. Tudi je pobrala vse Emije, tudi je pozitivna v učiteljih, kar se mi zdi zelo pozitivno, da predstavljaš učitelja. Ja, to, Abbott Elementary, ja. Elementary zgolj je tisti, Watson. No, skratka, Abbott Elementary pa ni toliko dobro kot Lasso, niti približno. Pa, samo za intermezzo, Sex Education, bi dal tu zraven, jaz nekako vidim ta dva, da sem ima tam rada. Ne. Mislim, čist druga ciljna skupina je, čist druga vrsta humorja. Mislim, si tudi lahko rečeš, ne vem, It's Always Sunny in Philadelphia. Tako bom rekel, da v bistvu mi je ne ravno fish out of water zgodba v Sex Education, kot je v Ted Lasso, vse za začetek, pa oba dva odpirata izjemno različne teme, ampak so pa na nek način tabuizirane ali pa stereotipizirane na zunaj, vse v popularni kulturi, eno je nogomet, drugo je kao spolnost najstnikov, pa jih probata skozi humor, pa hkrati gresno dramedy foro upeljati noter. To si zelo dobro povzel. To si zelo dobro našel, ja. Ok, thank you. Hvala. 1-0 za Mitota. Nihče ne šteje, ampak... Ja, štejem, vedno. Ja, jaz moram reči, da se pridružujem. Igor, kako pa je bila tebi tretja sezona? Tretja sezona se mi je malo vlekla. Jaz res ne vidim potrebe potem, da je bilo sitcom razvlečen na 1 uro. Saj je bilo zabavno, vsak del posebej je bil in vse skupaj je bilo v redu, ni pa bilo toliko v redu kot prvi 2 sezoni. In malo predaleč so šli z enim tem moraliziranjem, ki je bilo že skoraj stereotipno. Ta
scena s tem valižanskim nogometašem, ki je gej in to skriva pred njimi. Glej, se razumem, da nogomet in cela ta bro kultura, pa vse to je še vedno malo zadaj za civilizacijo, za večino civilizacije mogoče, ampak se mi zdi, da so to zgodbe, ki smo jih 15-20 let nazaj že dali skozi in da ni tako nujno potrebe bilo tega tako izvesti, čist by the book, ampak bi lahko kako drugače LGBT like not vključili, nimam s tem problemov, samo bi lahko kaj bolj zanimivega naredili. To. Okay. To je bil eden od primerov. Ja, mislim, še več takih basic pristopov so imeli. To zvedeževalko se mi je zdelo zelo poceni, pa nepotrebno recimo. Ne? Yep. Ful je bilo enih takih elementov, ki pač, če bi jih ven zrezal, bi lahko imel 35 minut nedelje. Tako da ja. Ja, jaz se vam nekako pridružujem. Meni je bil tudi, cela serija mi je super. Meni je tudi bilo zelo zabavno gledati, da je pač fuzbal. Nekako, če se mogoče v kakšni sezoni pa v par delih malo zgubil, pa ni bilo toliko fuzbala, ampak je bilo bolj o njih kot ljudeh. Mi ni bilo toliko narobe, pa vsake toliko ceta smo se vrnili k fuzbalu in tudi bolj so mi bile všeč te, za razliko od teh tem, ki si jih ti, Igor, omenil, ali pa tudi ti, Mito, pač, ki so res bile na hitro narejene nekatere reči, se mi je zdelo to s fuzbalom zelo fajn. Recimo, ko je prišel Zava, ta fake Zlatan Ibrahimović v klub, meni ni bilo všeč. Pač meni se je zdelo, da cela serija govori o tem, kako kot ekipa nekaj narediš, kako je fajn, da si povezan s klubom, pol pa kupijo največjega zvezdnika tisti trenutek, pač v športu, se mi zdelo, zdaj pa jih bo on pripeljal do naslova, pa ne bo Jamie tak dobo svojega arka in tako, sem že malo bil tako, ampak pol so vrnili nazaj, čeprav zdaj, ko gledam nazaj, ne razumem točno, zakaj je bil ta Zava potreben. Ja, kot takšen plot, megafon, fora, to ga vidim. No. Pa da je potem res epski avokado dostavil na koncu. Ja, pa bil je potreben tudi za Rebekino rast tam na začetku. S tem, da ga Rebeka prepriča, pa tudi zato, da se ostali naučijo s tem, da niso glavni, ampak je nekdo drug glavni, pa se potem lažje sprejmejo, da so vse enakopravni v teh stvareh. Ker ga je potisnil nazaj, je pol Jamie tako gotovo, da itak on kot srednjak boljš deluje. Tisti, ki podaja. Ja, ker tam po njemu se pol odloči, jaz hoče biti najboljši, kao pa da me treniri Roy. Sej ima nek smisel, samo je pa malo se ti zdi proč vrženo, ker tako, zdaj imamo njega, ki je glavni zvezdnik, ne njemu ga več. Ne, sem večinoma, mislim tako, deluje na teh dveh ravneh za Rebeko pa za Jamija, pa komični element je, ker je res fucking over the top. Ja, tudi ta, recimo, pač potem je bilo všeč pač ta ponovni izum totalnega nogometa, pač Ted Lasso v Amsterdamu na tripu ugotovi, da pač... Kao tripu, ugotovi, da je kaj je totalni nogomet. Mal mi je bilo pa še marsikaj odveč. Jaz mislim, da ta Kilina zgodba je na trenutku v tretji sezoni kar ni šla nikamor. Kar nekaj gledali smo še pač eno spet LGBTQ, pač temo, ki je tudi bila tako, se mi je zdela predvsej nasilno, še posebej, ker na koncu je spet zgodba, da se mora odločiti med dvema moškima. Ja, ampak se odloči za nobenega, ne? Ja, hvala Bogu, so vse to naredili. Tam se mi je zdel LGBT element dost postranski, ampak je bilo ključno to, da ne spati s svojim šefom, pa pričakovati, da boš lahko normalno v službo hodil. Ja, to je še kar dobra. Kar se mi zdi, da so v redu povedali in tukaj se mi zdi, recimo, kak je vključen LGBT element, no pač ni pomembno. Prek tega ni pomembno, da je ona lezbika ali bi ali kakorkoli. Medtem ko tam pri onem bogem fantku, pa tako, bom skrival svojega fanta, pa kak ti to rata pri angleških paparacih še tale, ne? Potem čist nemogoče. Ja, čeprav tu se malo ne strinjal, ker zgolj zaradi konteksta. Ker v kontekstu nogometa se mi je zdela pomembna zgodba. Narejena je malo najstniško, da se tako izrazim. Imaš prav. V realnem svetu bi te angliški mediji bi te požrli. Angliški bi bilo vse. Mislim, ameriški bi bilo vse. Ampak se mi je pa zdelo, ker v bistvu o nogometu so do tretje sezone o teh problemih nogometa zelo malo spregovorili. V drugi sezoni sem imel malo huliganstva, ta fotor od Jamie Tarta. O ostalih tem so se pa ful izogibali. In ena ta klukca mi je bila zelo dobrodošla, kljub temu, da je bila mogoče malo na prvo žogo narejena, se strinjam. V tretji sezoni se vključi še Superligo, recimo, to se mi tudi zdelo čisto fajn. To je tako zelo contemporary komentar tudi. Ja, to sem mogel dobesedno vmes snemati, ko se to stvar dogajala. Imam pa največji problem, tretje sezone pa zame Nate Shelley,
Ker mi dejansko, jaz ne vem, zakaj so se to odločili, to je z montaže izpadlo ali karkoli. Skratka, nikoli ne vidimo niti prav razloga, zakaj on da odpoved. Ja. Dobro, vse ga lahko slutimo po vsem, kar se dogaja, pa z njegovo punco, pa z njegov odnos z menedžerjem, z direktorjem. Rupertom. Okay, Ja, ampak on je kar naenkrat brez službe, nihče ne ve zakaj. In pol pustimo to, da ga sprejmejo takoj, dobesedno takoj nazaj. Pač, ok, coach Birk je malo tako, ki mora biti. Ja, ampak ga takoj sprejmejo, on je zdaj spet nazaj in pač ta locker boy ali whatever, pač jim pomaga pri tem. Malo se mi je to zdelo preveč. No. Ja, nekako zdaj, če razmišljamo o njegovem loku, je torej kaj ne dal skozi. Nizka samopodoba, pol pa kao, da se je napumpal z nekim lažno ambicijo, rečemo temu tako, ali pa z zaničevanjem, da je res nekam prelezel, ampak to ni pot, na katero bi on želel biti, je pa zapadel v depresijo in potem prišel nazaj na začetek. To je ta zgodba? Ja. To mislim, da je to, ne. Samo mislim, jaz dejansko, ko sem... No, ima pa punco. Ima pa punco, ki mu pomaga. Sure. Ja. To se Pa delaš v njegovi najljubši restauraciji. Ja, to je vedno plus, če iščete punco. Mogoče najprej restauracijo. Pa lederjak. Ne, se čistrinjam, meni je bil Nate malo zagonetka, tukaj v bistvu v drugi sezoni je bil on veliki bedi, bolj kot Rupert celo. In mi je malo škoda, no? Da ni ali do neke velike katarze prišlo, ali pa do konflikta, ker tako je samo se opravičil, ted pa je tako, vse v redu, pa pat on the back, pa čao, ne. Ker Rupert, z njemu so naredili tudi nek zanimiv luk, ampak na koncu izpade kot fucking črnem plašču, preleti gor pa enega postisne po travnici, ne, mislim, skoraj so ga že nekako redimali, kao, pa ne, okej, pa še šepa, tako ono herflik je totalno. Postane totalni črni zliko. Ja, čist fašist že v nulo. Ne? In ja, mi je, dobro, se vem, da za njega ne moreš imeti neke odrešitve, pa fajn je, da je takšen hardcore kontrast, ampak smisel, da Nate bo tukaj mogoče imel neko malo več plastike, no? Ker tudi škoda me je igralca, ki se mi zdi izjemen, pa ga ne poznam iz drugih IP-ov, ampak ja, tak. To se mi zdi mogoče ravno v njemu najbolj očiten problem ali pa simptomatičen za tretjo sezono, kao, nekaj mu damo, ampak ne dovolj, no. Ta feeling. S tem, da je v tretji sezoni kar precej izpostavljen, v drugi ga vidimo bolj ali manj samo kot reakcijo na tekme, na poraze, na zmage. Tle pa je zdaj, imamo celo njegovo zgodbo, tudi kako on pride do te svoje punce in te stvari. Čeprav pač meni je bila pač ta del do tega, pač, da on izda Teda Lassa, ne? Da pač novinarjem izda, da je Ted Lasso ima panične napade, ne vem kaj, da raztrga on beljiv znak. Mi je bilo super, ker je končno lik, ki je plastičen v tem smislu, da je to nekdo, ki so ga celo življenje bulijali, dajali v nič, ki ima res nizko samopodobo, tako kot si mi to rekel, potem pa dobi eno šanso in pač naredi to, ker tisto, kar taki sneaky bastardi pač naredijo, ne? Ker je preprosto vajen bil celo življenje, pač se nekako prebit, pa zmuznit skozi, ker pač na to te navadijo in pol pač zabode svojega prijatelja. Pol ta, več čas mi je bilo še v drugi sezoni zelo všeč, pač kako ga vidiš, kako ga boli, ki je Ted Lasso prijazen do njega, a še vedno mu je pač čestitamo vse to, on pa ga hoče premagati in mu dokazati, da je večji od njega. In se mi zdi, da to je bilo super, potem pa tretja sezona, pa nekako niso točno vedeli, kaj bi z njim počelo v resnici in kako bi to vrnili zdaj, da bi mu dali pač to. Ja, s tem, da potem še pride, da on obvlada čist vse, kar se loti in zakaj potem pri vragu pri tolikih letih, kot jih ima, bil Towelboy. Jaz to kamarad nogomet. Ja, vem, ampak vseeno, violino igra perfektno, Kelnari najboljše ever. Samo, mislim, tu ima on full štofa, ne, ta fora njegova z fotrom, ne, njegovim očetom, ki se potem celo njegov fotor pokasa, da pač nisem da dovolj spodbujal, da bi ti dal šanso, da si to, kar si. Jaz sem da pa potiskal neke nemogoče stvari, pa ne vem, take fore, ne, se mi zdi, da mu da to full tegle plastike, ki je v drugi sezoni, ampak v tretji pa ni tega, tam vse jaz ne čutim tega, no. Ja. Ne, točno to je to. Ja, sej v končni fazi, veš, pač s temi zaključki, ki hočejo delati srečne, posod to malo naredijo, da ene stvari pometejo pod preprogo. Tudi Jamie Tarta na koncu vidimo, kako svojim fotorom tam neke slike ali kaj že gledata. No. To mi je bilo malo škoda. No. Ja, jaz tudi mislim, da je. Lahko bi fotore pustili, kot tako. Jaz mislim, da preprosto vseh ljudi pa res tudi ne moreš jih pozitivno obrniti. Ja, meni se tako zdi, da če je imela ta serija en namen, je bil nagovarjati našo resničnost, no, oziroma našo duševno stanje ali pa razmere, kakorkoli, naš svet. No. Se mi zdi, da
to v 2-3 sezonah bolj ali manj uspešno naredilo. In pač v enih takih bi si lahko dopustilo, da pač tudi če njim, tako kot njim ne rata osvojiti naslov prvaka lige, ne, mogoče kjermu liku ne bi ratalo osvojiti naslova, biti najboljši foter. Pričemer se mi je to res delo super, ker zdaj, da bi oni zdaj že osvojili ligo, sicer pustimo Leicester je nekaj podobnega naredil, ne, ampak se mi zdi, da bi bilo malo nerealno. Čeprav več pol so spet tudi te jasni namigi, da njegova bivša žena in njegov sin gledata fuzbal z pač novim očimom oziroma to, oni spadajo res totalni douchebag, pač tam nekaj tipično ameriško, nekaj preklinja čez fuzbal. Se končno neki zgodi. Ja, pa te fore, ja. In pač vidno vidiš, kako gre njegovi bivši vedno bolj na živce. No? Na koncu je pa čisto osamljen, tam pa neki na telefon štrca. Ja, čeprav mislim, da bi bilo pa čisto over the top, da bi pa zdaj na koncu si v objem padla, pa kao, all is forgiven. Pa ja, samo on pride k njim domov in ima kovček s sabo. Ne? Ja, ampak v bistvu Tedova zgodba je, da ona dva začneta na ta način, da si morate dati space, prostor, Lebensraum, whatever bomo temu rekli. Mogoče Lebensraum ravno ne. Breathing space. Ne, na zadnji se je tudi Sudejki sam ločil vmes. Sure, nekako istočasno kot njegov lik. Ok, toliko tračars nisem kot ti. Ampak, ne, mislim, da to je bilo cela štala. Pol, ne, ker on, tole je, kaj že, no? Tole je igralka in režiserko, ki je potem neko nagrado sprejemala in je vmes dobila poziv na obravnavo ločitveno. Čudovito. Ja, in potem se je on opravičeval, da on pač je najel nekoga, da to naredi, pa ni vedel, da bo tako neprofesionalen, ampak ja. Okay. Olivia Wilde. Ja, ok. No, moj point je, da pač v bistvu Ted Lasso, lik Ted Lassa je tukaj, da pokaže nek pozitiven očetovski vzor. Oziroma, a veš, njegov lok je pač temu namenjen, da v bistvu ali on naredi, da kot najprej prostor svoji bivši ženi, hkrati pogreša svojega sina non-stop, pol pa najde na drugem delu oceana v Angliji v bistvu novo družino, pa goji kao novo očetovsko figuro, na koncu pa skuži, da mora biti tisto, kar njegov lastno oče nikoli ni bil, ne? Pač biti tam za svojega sina. Ne? In to na koncu naredi. Zdaj jaz iz tega ne potegnem avtomatsko, da bo ta si skočila za bivšo ženo v naročje, kljub temu, da ima ona neke probleme z tem douchebagom ameriškim, ampak ne pozaj, to so vsi Američani. Ja, mislim, plus tip je zakonski svetovalec, on jo bo že prepričal, da ga ne opusti. Ok. Sure. Ok, to je še kar črna. Ja, ampak no, moj point je, da v bistvu kao vse to se nekako v velikem loku, koliko bi lahko serijo pogledal, ne, je rekel, kao Ted Lasso je zgodba o tem, kako bi v bistvu biti nek ok fotor ali pa moški. Ja. Moški, ja. Ne najboljši, ne najslabši, kao, oziroma kak je v Černoblu, not great, not terrible, čim manj toksičen. Ne? Ja, temu je namenjen tisti zadnji zbor teh diamantnih psov, ne, da pač, a se lahko človek poboljša, ne, in da pač da nikoli itak ne veš, a boš dober, lahko pa se trudiš k temu in lahko ne vem kaj, da se spreminjaš. In ja, mislim, da imaš tukaj kar prav. Vsi ta Lassova zgodba je še najbolj pač tam, tak res nek, je fajn zaokrožena. In jaz glede tega se mi zdi vse skupaj ok. Je pa res, da pač vse te male zgodbe so pa res hoteli ful na hiter, vse popedenati in to pač ni spadlo tok ok. No? Še posebej dobro, zdaj je to še vedno humoristična serija, tudi je zelo pozitivistična in vse skupaj, ampak vseeno se je malo trudila, jaz sem vseeno imel v prejšnjih sezonah idejo, mislim, si vseeno imel občutek, da je na nek način vseeno realistična in da se trudi ne polepševati, reševati probleme, tudi mentalno zdravje, tako kot je Igor že omenil, ampak ne pa olepševati. Ne? Ja, no, ko si omenil Diamond Dogs, meni je bil en najboljših delov v 3. sezoni, ko Nate proba v West Hamu to izvesti s sodelavci. Pa tak ne gre. Tista scena je bila tako, da ja, v večini firm, ko boš probal se družiti s tipi, that's what you're getting. Zanimivo linijo berejo, ne, v celi seriji, no? Ker kao, ja, imaš potem te izpade, ne? Kjer kao se skuša pozitivna moškost nekako konstituirati v prostorih, ki niso varni, rečemo temu tako, ali pa niso dobrodošli za tašno stvar, kot v pač očitno v West Hamu. Po drugi strani pa imaš totalno izpade kot za Pep Guardiolo, naprimer, kjer on čestita pa reče, kao, veš, naša naloga kot trenerji je, da mi naredimo iz teh fantov najboljše verzije njih, kao, what the fuck. To noben dec, ki je glih kar zmago tamle 3-1, ne bi prebil. No, kao, tako da to je bilo, mislim,
Ok, razen Pepa Guardiola. Ampak on je res tak hud. on je znan kot motivator. Ja, Jaz mislim, da del nekega tega Teda Lassa in te njegove fore je v tem, je vendar po mojem tudi malo posnet po njem. No? Se mi zdi, da on je te vrste motivator. Tukaj je tudi ena zelo zanimiva, ki mogoče za slovensko občinstvo je ena taka zanimiva razlika, ne, da samo v ameriški ligi imajo menedžerje in trenerje. Sta to dve različni vlogi. Posod večini drugih nogometnih lig je menedžer in trener ena in ista oseba. Mi pač temu rečemo trener, mi smo vajeni temu reči trener. Selektor. Tako, selektor je za reprezentanco. Ja, trener. Tudi menedžer je kao selektor. Tukaj je vsa razlika samo v tem, da je menedžer gleda malo širše klub in da je trener je tisti, ki pa dobesedno dela z igralci. Se pravi, Coach Beard in Roy Kent sta potem trenerja, on je pa menedžer. In njegova naloga je tudi ta motivacija, pogled na celotno klub, kako se ljudje obnašajo in te stvari. In tukaj jaz mislim, da Ted Lasso opravi še kar ok vlogo. Se pač tukaj meni so bili všeč posebej te pozitivistične fore, kadar se zavedajo malo tega svojega bullshita in pač cukrenosti tega vse skupaj, pa hkrati kadar on uporablja neke metafore, ki so pač Britancem čisto pač far out, ali kako bi človek rekel, skratka, popolnoma nore in čudne, ker uporablja nekaj z ameriškega nogometa, nekaj z filmov, z knjig in tako naprej. Ampak hkrati so strukturirane dostkrat podobno kot kokniščina. Dosti je enih rim pa teh stvari, tako da to se mi je tudi zdelo lep tak anglizem notno, da tako rečem. Humor je zelo v redu, prvi 2 sezoni sploh. Mislim, tudi 3. sezona je čisto zabavna, ker so ti liki že toliko blizu. Ampak prvih 2 je pa humor malo boljši. No. Ja. Zdaj pa imam eno vprašanje, torej najslabša epizoda, po mojem, da se vsi strinjamo, da je Christmas. Tisto je bilo prisiljeno čist, pa sred poletja, pa vse. Pa, mislim, predvajali so ga sred poletja in več kot očitno je, da so ga posneli sred poletja. Kako se vam je pa zdaj ta drug kontroverzen del 2. sezone, tisti Coach Beard, ki imitira Scorsesejev Night, whatever, film, kjer je on zgubljen v kaosu? Meni je bil pa zakon. Meni se to dopadlo. Ampak zelo deljena mnenja, so enim je pa obupni. Ja. Televizijsko je bil pač fajn narejen in tudi tako, to je ena boljših epizod. Sama bi si zaslužila za režijo, za montažo, za vse skupaj. Ja. Mislim, ne vidim nobene polemike v tem, dejansko je celo, koliko zdaj razumem, če je to prva, ne? Drugi sezona. Ja, koliko se spomnim potek 2. sezone, da je prav dobrodošlo oddih, ne? Ja, Christmas epizoda isto. Mislim, da je bila scena, da so oni 10 epizod naredili, pa so rekli, dajte še 2. In oni so zraven stlačili pol Christmas in tole. Zdaj pa jaz mislim, da jim Christmas sploh ni ratalo, ne? Ampak tale pa se mi je zdela zelo genialna. Je pa zelo netipična, ne paše čist več že skoraj not. Razen pač zaradi tega, da je Beard toliko fukan lik, toliko drugačen, da pol se nekako vklopi not, ker je to njegova zgodba. Ja, je pa vizualno in pripovedno in po vseh ostalih elementih čist ne sodi not v šov. Deloma bi se strinjal. No, mislim, meni pa še zato, imaš ta lik, o katerem do takrat nismo nič kaj pretirano vedeli, pač ti bere full knjig, pa ima več pojma o fuzbalu kot Ted. In po tistem porazu se pač odloči spucati nek shit in gre ven in pač takrat se prekine, zapadeš nek svet Manchesterja, če se ne motim, podzemlja Manchesterja, kjer beži pred krojači iz kluba ven, oziroma kje je to v Londonu, ne, v Londonu je bilo, ker je šel žurat z Richmond Boysi. Pa je tako, mala bizarka kot nek trip, ampak meni je bilo pa tako, zelo beardovsko dobrodošla. Zato mi je cool. Mislim, Christmas epizoda v kontrastu je pač neki ta Simpson epizoda, veš. Mislim, taka zelo nameštalka, ki veš, da kaj se bo vse odklukal, kaj bojo pojedli, kaj bojo zmolili in to je to, ne. To pa ne vem. Mislim, čudi me, da nisem vedel, da je kakšna polemika, da bi
Bila to Polemike beta. so itak vedno. Ja, no, Ja. okay, ja. Pač zelo drugačne. Ja. Če si pričakoval Teda Lassota, actually ga ni not. Ne? Ja, ampak Skoraj. teda v marsikeri epizodi ni not. Ni. Mislim, se pojavil v zadju ali pa blozi po telefonu, to tudi fulura dela. Ja, Apple Products so, so zelo. kar vešči. Ja. Nikaj. Ne, nasploh se mi zdi, da ima serija zelo dober občutek za to, kaj mora povedati, vsaj do polovice tretje sezone. No. Da nekako razume, kaj se gredo, kakšen je humor, kdo so naši liki, to zavedanje teh pisateljev, pa igralcev in kreatorov, vsi skupaj je v bistvu zelo na visokem nivoju. Ne. Tako da v bistvu mi ta zadeva ne šteli toliko ven. Je pa lapsusi so mogoče tukaj zgolj kot v smislu tona. Ne. Ja, ton je čez drug. Ampak ton je žanrsko, v bistvu, da sploh ta serija ima ene mišunge, ki jih nismo pač vajeni. Ne. Mogoče zaradi tega mogoče komu problematično. Se tudi mi smo imeli na naših kanalih, kako ti je Ted, pa so eni ful nihanja, ne. Ampak mislim, da to se da dosti pripisati temu, da folk pričakuje oren komedijo, pa hkrati se pogovarjajo o mentalnem zdravju, pa paničnih napadih, ali pa spolnih zlorabah, ali pa varanju, ali prešušnih moških in tako naprej. Mislim, to niso lahke teme, seveda, da ne, pa zelo težko se iz tega norca delati, ne, še posebej dan danes. In mislim, da ta serija naredi ok korak do tega in pač verjamem, da del zmede tukaj ali pa v tem nihanju ravno zaradi tega, ker je žanrsko fluiden. Ja. Pač meni se zdi tudi ena taka zanimiva, pač zakaj se mi zdi tudi fajn umeščena vsa ta zgodba v fuzbal, recimo, ne, ker pač jaz se z mnogimi navdušenci nad fuzbalom strinjam, da je fuzbal metafora življenja. Football is life. Tako, Dani Rojas to pove še boljše od mene, ampak ja, in se mi zdi, da znotraj tega to si že itak ti mi to rekel, ne, da skratka on dobi tudi drugo familijo, da so odnosi med njimi, da on njih res kot nek fotor, še posebej nadomestni fotor, Jamie in vsem tem, ki so imeli grozne fotre, da se razumemo, in da jim je hkrati tudi tako model netoksične moškosti, kako pač ti si, ker vemo, seveda, resnično življenje malo drugačne, fuzbaleri, posebej britanski, znajo biti še kar grozni ljudje, a ne, velike varanja, pijančevanja, zapravljanja denarja za gluposti, prostitutke in tako naprej. Ne. Meni je bil tudi pač en mojih najljubših likov je itak Roy Kent, ne, ker pač je po Roy Keanu mal modeliran, skoraj obrvi imate skoraj zelo podobne. Ja, res je, ja. Ni pa kodrčko. Ja, to pa ne. Ja. In se mi zdi pač, da je to tako, da so vseeno uspeli zraven dodati še malo tega resničnosti fuzbala, malo tega pridiha, da ima človek res občutek, da gleda neke like z angleške lige, da namenjajo pač francoski, kaj je Francoz notar, Van Damme je tudi Kanačan. Kaj je že Nizozemec, Rojas. Rojas mi je tudi the best, ker je pač kao ful prijazen, pa sonček, pa ko pa ga za reprezentanco, je pa totalna svinja. In se mi je to zdelo res tako nepričakovano in ful zabavno. Ja, pa Nizozemski je vedno direkten. Tako. Mas, ja. Ki kar direkt pove, Jan Mas. Pa Jamie Tart je bil meni pač, od začetka mi bil pač totalni douchebag in kreten in tako pač tipičen fuzbaler, vase zagledan, misli si, da je Boga za jajce prijel, ampak potem pač ima nek res dober spremembo in pač hoče sam tudi ugotovi, da ga samo šport ne bo pripeljal do tega, da bo najboljši nogometaš, ampak da mora tudi zunaj tega delati. In to se mi pa zdi super sporočilo te serije, ker tudi to, kar sta, mislim, da smo vsi že nekako menili, koliko berejo. Koliko je meni res bilo všeč, koliko so pokazali nogometaše kot neke ljudi, ki niso glupi. Da ne rabiš biti glih neumen, oziroma nasprotno, šele ko si pameten, si lahko dober športnik. Da je to povezano tudi z neko inteligenco, ki ne sega samo na to, da znaš ti zelo dobro štopati žogo, teč z njo podati ali pa brcniti pol na gol. In to se mi zdi, kar se tega tiče, pa se mi zdi Ted Lasso res, res super, čeprav so te pozitivistične stvari res v tretji sezoni šle izpod nadzora. Se mi zdi, da posamezni deli so bili že res tako sestavljeni, da Ted Lasso gre od enega do drugega in vsak mu pove neko misel, kot da je Paulo Coelho iz zasede. Dobesedno. Paulo Coelho iz zasede. Ja, no, mislim, jaz si tako predstavljam, da Paulo Coelho hodi po svetu, pa razširi plašč, pa reče, misel ni pot
pot je misel. Ja. Kar nima nobenega smisla, no? Ja, To sem si zdaj takoj zmislil, tako da ljudje prosim, to nima smisla, ne tega na Instagram objavljati. Ja, za Paul Coelho, ne vem, kje. Pa Paulo Coelho ni tega rekel, sem to še temu povedal. Ja, da Pol vse Instagram smuci. Ja, ja. citatov ni on rekel. v resnici. Koliko pa si prebral, da lahko trdiš, da ni to dejansko mogoče on tudi kje napisal? Gremo naprej, skratka. Gremo naprej. Ja. Ja, meni je zelo pozitivno, ker v 4K na televiziji lahko res ustaviš, pa začneš te naslove brskati. Ja. Všeč mi je ta odnos do knjig. No. Ne gre se zgolj do tega odnosa stereotipa, do glupega cimerotič fuzbalerja. No, vsi vemo, o čem govorim, ne se zdaj pretvarjati. Tudi tvoje starše, tudi oči. Ja, vsi štirje. Time, jaz te imam rad. Sam to, da veš, jaz se distanciram od te izjave, jaz te imam rad, najboljši fuzbaler si. Skratka, gre se tudi, da v bistvu aktivno vpletajo noter knjige, ne? Pa njihovo branje, pa njihovo aktivno delanje na sebi. Ne? Kao, ni za to za all over praskanje po oddelku konzorcija za samo pomoč, ampak da oni to počnejo, zato ker to radi počnejo. Ne? Ted Lasso mislim, da v drugi ali prvi sezoni jim vsakemu daje eno knjigo, za katero misli, da je primerna za njega. Tako kot Super darilo, by the way, wink wink. Kot drugo pa kao se mi zdi, da v bistvu to nekaj, kar like lepo gradi. Ne? V bistvu je ena taka, kako naj ti rečem, kot nek nastavek, da ga lahko lik na določen način bereš. Ne zgolj preko njegovih dejanj, ampak tudi preko takšnih simbolčkov. Ne? Ja, pa s tem, da so to sodobne knjige. Mene je to pa najbolj navdušilo. Najlažje je biti kao pokazati intelektualca, ki tam bere Sartra ali pa zločin in kazen. Tako je. Ampak malo teže pa je, da spremljaš. Če je ženska, pa bere Bronte. Tako je. In je pač res je malo teže, ker se, lahko kakšne knjige čez 20 let ne bojo več se zdele vsem tako dobro, ampak se mi zdi, da so poskušali in to mi je bilo pa zelo, zelo všeč. Ker tudi ne vem, če gledaš You've Got Mail, ona je knjigarka, ampak skozi vsem priporoča Jane Austen, mislim, dej, come on, no. Mislim, zdaj Jane Austen sjajna avtorica, da se razumemo, in tudi rom-com je, Jane Austen je proto rom-com, ne, ampak vseeno pa mislim, da lahko greš tudi malo dlje, pa pokažeš tudi kaj novega, pa tudi tako, da ljudi kaj naučiš, da jih ne daješ samo tako, ošit, kaj bomo pa zdaj, dajmo klasiko biti, ker Bog ne daj, da bi kdo si upal. Zanimivo je, da v bistvu kao Ted Lasso lahko hitro zapade v neko določeno pozitivistično pokroviteljstvo do svojih gledalcev, skoraj da je mejno že z toksično pozitivnostjo. Ampak po drugi strani pa kao gledalca ne podcenjuje, ko se pa gre do takšnih bombončkov, ne? To je zelo zanimivo. No? Pa jaz mislim, da tudi ta toksična pozitivnost, super, da si to omenil, mislim, da tudi fora v tem, da ti vidiš skozi njegove panične napade, da je njegova pozitivnost res toksična na neki ravni, ker pač on skriva in odriva probleme od sabo. In to je spet v redu. Ker absolutno pač samo to, da ti napišeš belief nad vrata, te pač, sorry, če se ne boš potrudil, te ne bo naredilo dobrega fuzbalera. Ti še vedno moraš vsak dan trenirati. Ne, to, mislim, tako da bi napisal, veš, vsi ti Robin Williams memi, ki grejo, depresija zgleda takole. Samo malo več se treba ukvarjati s tem in mislim, to je kot Ted Lasso, da rečeš, Ted Lasso je točno tem memo, ki zgradi celo serijo okrog tega. Ne? Ja, absolutno. Mislim, da ta serija, ko se bo zapisala, oziroma se že je zapisala v neko določeno zgodovino televizije ali pa streamerja, whatever, pretočnikov, bo po moje se najbolj zapisala ravno s tem, da je znala nagovoriti točno te izzive, ki jih imamo. No. In že zaradi tega je dragulček. Vsekakor vredno gleda. Preko si rekel tole navajanje klasiko, sem se spomnil ene Srhljivke z Jennifer Lopez, Sosedov fant je naslov, Boy Next Door, kjer je on zrihta, ona je učiteljica njegova in on jo zalezuje. No in potem on dobi original njene najljubše knjige, Iliade. Izvirne. Kako pa drugače? S podpisom Homerjeve. Itak. Ne, to ni, tako daleč niso šli, ampak res, kot slep se pa podpisati. From my Jenny from the block. To my Jenny from the block. Tako pa če delajo scenarij, piše ljudje, ki niso prebrali kakšne klasike nikoli. Okay. Ja, kaj še čmo? Pogledajte si ga, to je ena stvar, kaj pa še imamo? Ja, jaz tudi zdaj tukaj, kaj še imamo takega zapovedati, koga še imamo takega od tega, ki Kolina smo omenili in ta njegova, da je malo usiljena ta njegova
Rebecca Welton, kot pač ta Hannah Waddingham, je mene zelo, zelo pozitivno presenetila, super igralka je. Zdi se mi tudi super, seveda se vemo, da za starejše igralke ni toliko dobrih vlog in tukaj mislim, da so jo prikazali zelo večplastno. No, meni je pa recimo ta njena amsterdamska epizoda mi je bila pa všeč. No. Pustimo zdaj vedeževalke in te gluposti, ampak samo ta, kako ona sreča nekega moškega, ki izgleda spet tako zelo prijazen in prijeten in tako. Spet ena taka pozitivna vik. Mata skoromko, hkrati pa greste na razen. Pustimo, da na koncu seveda se po naključju srečata glih, ker gre z letališča. In ugotovi, da ima hči, ki jo ona res rabna. Ki jo je dobila celo vedeževano. Tako. Zato ker ona skuži na začetku sezone, da v bistvu ne more imeti otrok. In ne vem, kako se za to skuši, kaj so s tem želeli sploh narediti, ne vem, nisem položenska ali mati, ne vem, ful je bilo zmedenih mesečev tu okrog. Ampak zmeden mesec se mi pa tudi to zdi, ne, ona je imela jaz sem ga tako razumel, no, njen lok je bil, jebeš Ruperta, zjebala bom vse, kar je od pet do glave, Rupertovo, ne. In potem v tretji sezoni ona nekako se počasi, tudi že v drugi, no, se začne počasi losa teh spon, ki jih je čutila od Ruperta ali pa si jih je sama nase nadela in tako naprej. In pol recimo, da je amsterdamska epizoda zano ključna, ker se nekako osvobodi teh spon. Ampak ona takoj zapade v nekega moškega, no. In to mi je malo minus. To imaš pa prav, ja. To se strinjam. Če smem biti feministični. Zelo smeš. Smash. To se pa absolutno strinjam. Tukaj imaš prav, če gledaš te perspektive, absolutno to ni. Čisto ok, ker se strinjam, pač meni je tudi, zato mi ni bilo tudi všeč, da Pol Ruperta naredijo zlikovca. Ker meni se zdi, da mi je to the best, on pride do nje, nekako se spet najdeta, njuno mladost, podoživita na njunem sestanku, ampak ona še vedno reče ne, sorry, pač fuck off, zajebo si me, prevaro si me, ne vem kaj, ne. Ampak pol pa naenkrat on zapade, mislim, pol pa ga naredijo, Mislim, zakaj, no? Pusti ga, mene je bolj tragična, bolj realistična je zgodba, kjer mogoče celo bi zdaj bil boljši človek, ampak ne, sorry, zamudo si šanco in je konc, ne? Ali pa pač je on nepomemben, pa... Tako, ali pa je pač še to boljše. Ne rabiš ukvarjati z njim, ne? Ja, mislim, tako, šli so glih malo over the top z njim, veš ta črn plašč, pa vse to. Ne, mislim, dejansko tale, ki je bil pol trener, ne, bi bil čist dovolj, ker on je bil trener, v prvem delu ga ona odpusti, ne? Pa še tale callback na on joke z njegovimi jajci, ki ven visijo, vse je bilo na mesto. Ja, in bi bil čisto dovolj. Ni bilo vse na mesto, Mita. Ne moreš tega reči, pa ne mogo popraviti. Vse je bilo na mesto. Ja, vem, ampak lej, to se mi zdi, da je bil problem tretje sezone, ker so ravno dovolj dal, da je cool, pa so preenkrat, mislim, mogoče šli včasih over the top, zato ker so želeli point do konca porint ali kakorkoli. Pa Rupertu, ne? Sorry. Za pan, not intended. Isto pri Rebeki, če se vrnem nazaj, ker sta takoj zapadla na moškega, ne? Rebeka, če smem, mislim, da bi bilo boljše za ono, če bi spustila ta amsterdamsko moško srečanje. Mogoče, če bi bil to samo en flik, bi bilo v redu. Ampak v finalu pač žal ga še enkrat sreča, ne? Torej mi poruši tale pozitivno naravo tega, ker če bi bilo, meni bi bilo čisto ok, da ona z Rupertovimi bivšimi potegne linijo, pa se ona izkaže kot tista ženska, ki je zdaj, zrela, pa ki je dala nekaj skozi, pa lahko tudi nauči nekoga, kako biti boljši, kako se v bistvu soočiti z nečim, kar sem že sama dala skozi, in to se bi mi zdelo the best message. Tako. Drugače, če bi pa scenaristi o Succession napisali, bi pa potem ona na koncu pristala z Kili skupaj, ki bi Kili bila v enako toksičnem razmerju kot na začetku z Jack. Ok, I guess, I see it, Reči, Kili je tudi zelo pozitiven lik, no to moram reči. Kili je the best. Ful v redu izvedeno. Kili je the best in res mi je škoda, da niso vedeli, kaj narediti z njo. Nekako ta prelom z rojem, ki ste ga imeli, pa ki ni nikoli razjasnjen, pa tudi sej ne rabim tega, ampak deluje zdaj pač po celi zmedi tretje sezone, kot da niso res vedeli, kaj z njo početno. Ja, pa s tem, da so res, hvala Bogu, da pol niso šli pač v to neko izbiro, ampak so pa je definitivno dal spet v bris, odločiti se moraš pač kao. Tako da ne more biti svoja ženska, ne da bi se odločila zdaj za enega moškega. Plus to, da je imela prej zdaj vmes lezbično, kakokoli razmerja že, zdaj pa spet, da bo popolna in moramo dati moškega. Ja, to se mi zdelo itak prisiljeno, pa sem vedel, da ne more biti to končno odgovor. Njen odgovor je, zaloputnila so se vrata, odjebita oba dva. Kljub temu, da imaš končno sceno,
tistega nekega kvazi ameriškega piknika sredi angleškega suburba. Zelo Fast and Furious, moram reči. Tam, da niso pil korone, ker hvala Bogu, fucking Britanci, kaj pil. Pa se mi je tam zdelo, kao, da v bistvu niso neka razmerja vzpostavljena, ampak prijateljstvo. Tako da to mi je bilo ok. Meni se je tam tudi zdelo, ker z obema, med obema sedi. Ne, ona dva si kažete nekaj na mobitelu, ona je pa za nečakinjo od roja, kao neki bluzi, pol pa pride šefica z njeno posvojenko. Plus to, da mislim, pozitivno je vse to, da sta pač Roy pa se pravi Jamie na koncu frenda. Bestiča, da ni zdaj ženska prišla med nama, med najo in zdaj spet to. Ta rutina je res. Ona sta se mogla malo spucati. Meni se je zdelo ono lušno, ko rečeta, kljub temu, da je to tak bedna scena, pol sva se stepla, pa sva ugotovila, da zakaj se tepema, se to ni nad nama. Za tebe. Še boljše bilo, ko imajo vrata zaloputnila, pa si res Jamie prvi pribija, kao we are fucking idiots. Ja, you definitely are. Tako da ne, tukaj v tem smislu, kako se za moške like ta razmerja izidajo, je ok. Sama Kili pa not so much. Čeprav mogoče, če se gremo na to spekulativno naravo, vse te franšize, zdaj že mogoče, če špekuliramo, mislim, da bi tale zadeva, ki jo ona na koncu položi šefici na mizo, ženska liga, nogometna ekipa za ligo. To se bi mi zdel ok spin-off. Čekaj, pol tole, ne Ted Lassa v Junior League v Ameriki, to me ne zanima. Ali pa Roy Kent kot šef Richmonda. To se mi zdi, da bi se ponavljalo. No? Tu se mi zdi, da bi se ponavljalo. Če pa greš na žensko ligo, pa žensko ekipo, pa da tu daš neke nove spine ali pa nove poglede, mislim, tu imaš ogromno štofa za povedati, se mi zdi. To bi mi dil... No. To je res, čeprav mislim, da absolutno ne rabi nobenega spin-offa. Se vem, da ne rabi, samo tako, špekuliram. Ker vem, da folk to na YouTubeu zdaj v sredo se je zaključilo, ali prejšnjo sredo, sredo se je zaključilo. En teden nazaj. En teden nazaj so zaključilo, pa to že malo more YouTubeu. Kaj, če pa to, pa nekaj, pa to. Ja, bilo pa je kar malo presenečenje, ker v resnici nihče ni vedel, kako se bo tretja sezona končala in tudi ni bilo nikoli rečeno, da bo tretja sezona zadnja prej. Zdaj pa zgleda, da pač... Ne, je pa, Sudeki si večkrat rekel vmes, da je za njega to fertik. Okay. Ni pa rekel, da je to res fertik. Fertik serije, ampak da je za njega to. Mogoče pa lahko v naslednji sezoni pričakujemo John Wick pa Ted Lasso, crossover, pa John Wick pobija ljudi med fuzbalom. Super. Še v žogo brca, zato ker v žogi je nek čip, ki ga mora spraviti preko črte, da pač nekaj doseže, hkrati pa jih pač kung fu strelja. Hey John, a boš streljal penal? I'm thinking, sure, Človek lahko upa, kaj ne rečem. Upanje umre na zadnje. Believe, stari. Believe. Ja. Skratka, na koncu zmaga Manchester City, kar se zdi čisto realno. Predvsem. Tako normalno zgleda zdaj le za angleško ligo. Ampak jaz definitivno tistim, ki niste gledali, pa mislim, da nismo danes izdali toliko preveč. Absolutno je to nekaj za pogledati. Jaz mislim, moram reči, da pač vseeno kljub temu, da je tretja sezona pustila malo nekega genka prekusa, pa da ni bila tako dobra, kot nam je sugerirali prva in druga sezona. Mislim, da je vseeno kot serija zelo dobra in da prinaša neke nove teme in ideje v svet televizije, streamerjev, karkoli pač že. In upajmo, da se bojo te ideje kje prijele in pognojile in zraslo še kaj drugega iz njih, ko se seveda stavka scenaristov enkrat konča. Ampak to ne zgleda, da še bo to hitro, ker pohlepni vodji studijev imajo reši ves denar zase. Ful imajo keša, da lahko počakajo. Igravci se jim bojo pridružili najbrž tako, da režiserji so se zdaj zmenili, so dobili zagotovilo, da jih ne more zamenjati AI, ampak igravci pa nimajo tega. In dejansko je tukaj zelo pomembno, kaj bojo se igravci uspeli zmeniti, zato ker na Kitajskem, koliko sem spremljal za te modne trgovine, se dejansko ne uporabljajo več ljudi za to poceni modo, ampak dejansko samo pač na lutko dajo in potem generira modelko noter AI. Zdaj pa pač to je nekaj, kar bi znalo igralce sploh
animirane ali pa kjerkoli, dosti stvari spremeniti. In mislim, da jim je jasno, da se ne morajo vdati scenaristom, pa še bolj. Upam, da spogajajo maksimalno. Ja, definitivno. Jaz mislim, da je pač tudi malo sramota, da govorimo o zelo visokih dobičkih še vedno, vseh teh pretočnikov, hkrati pa scenaristi morajo pač ful pisati, ful delati, da kome preživijo, s tem, da itak tudi v Los Angelesu so seveda najemnine šle v nebo in tako naprej. Bom dal v link v zapiske od spod glih včeraj je bil en YouTube od Voxa o zakaj stavkajo in je v 10 minutah zelo jasno predstavljeno, tako da, če koga zanima. No. Super. Mito, če sem prav razumel Star Trek kotiček, nekaj vseeno si našel? Vedno najdem nekaj, če se me le spomni, ali pa moj možgan se vklopi, whatever. Torej, The Next Generation, druga sezona, 14. del The Icarus Factor je pa Riker epizoda, kjer uleti odtujen fotor od Rikerja in ga želi pripraviti na njegov novo kapetansko pozicijo, ampak Riker ima z njemu full nek star beef. Tudi mislim, da dr. Polaskijeva ima močno vlogo noter, oziroma precej štofa, tukaj zapovedati, ker se poznata za Rikerovim fotrom. In je taka lepa drama, pa malo pucanja okrog Rikerove mami, ki je umrla, pa kako foter ni želel biti starš, pa ni zmogel prevzeti te odgovornosti, Riker se pa počuti zapostavljenega in je neka zamera posredi, na koncu pa vse skupaj skešata v zelo športnem načinu z nekim American Gladiator, pa fulma neko kitajsko jiu-jitsu, neko ime, ki ga zdaj ne morem se spomniti, ampak skratko ona dva imata, American Gladiator, tiste neke palce z blazinkam, na koncu pa data preko neke vizirje, da ne vidite, kje sta in pol se točeta na neki vareni. Tako se v TNG-ju v 24. stoletju moške zadeve rešujejo z nasiljem. Tako da Ted Lasso je v tem 100-krat boljši, sorry. Ampak je pa ena izmed redkih Star Trek epizod, ki pa direktno nagovarja mogoče ta pozitivno moško početovsko vlogo v življenju svojih likov, No, mislim, razen pač vsi deli, ki so o tem, kak je biti fotor najstnikom. Ja, dobro, DS9 seveda je razred zase, kot vedno ponavljam, pa Crusher, pa tako naprej. Ampak ta direktno nagovarja manko tega. Ne, to je nekaj drugega. Toliko tega. Tudi v naslednjih stoletjih pač bojo tudi kakšni fotorji, ne najboljši. Šli počike, pa se ne vrli nazaj. Mislim, kaj je malo avt, ampak okay. To pa je. To pa je res, To pa meso. Letos. Just saying. Skratka, potem smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo in Igor ima nekaj zapovedati, ker je nekaj par stvari pogledal. Igor, kaj si pogledal? Gledal sem Spider-Man Into the Spider-Verse. Kaj je to? To še noben ni čul nikoli. Večkrat sem v tem podcastu bil obtožen. Obtožen, žakuz. Da preveč omenjam Spider-Man Novi svet. In bo takoj zaponovil. Zdaj nadaljevanje prišlo ven in je še boljše. Tako da get ready for some Spider-Verse dropping. In kak je? V redu? Ok, gremo dalje. Animacija je še boljša, muska je fenomenalna, probajte pogledati v Dolby Atmos ali pa v kinu Bežigrad, ker res fajn je. Štor je ful v redu pelje, cel ta multiverse aspekt, zelo fino razvije in po mojem, da je to eno najboljših tak nadaljevanj poleg Empire Strikes Back. Pa tudi malo na dark gre, pa vse to zelo dobro, priporočam ful. High praise. Po drugi strani pa ne priporočam Hipnotik oziroma Hipnotiziran, ki je v kinu, kar je film Roberta Rodrigueza z Benom Affleckom v glavni vlogi, pri čemer je še toliko večji problem, da je Rodriguez v intervjujih razlagal, kako je probal narediti Hitchcockovski thriller in je to dal samo eno beseda, mora biti naslov, ne, tako Vertigo. To ni tako Vertigo. Začuden. Zelo slab film. Zelo pač to, kako se realnost se menja, ker so ljudje hipnotizirani in potem ugotovijo, da so še en level in še en level. Inception. Ja.
In tudi Paycheck, če kdo gledal, mogoče John Woo film iz 2003, mislim, da z Affleckom in Uma Thurman, kjer Affleck igra tipa, ki gre delati na super tajni projekt za 1 leto in po tem projektu bo imel wiped memory, ampak potem dobi plačilo in namesto, ne vem, 2 milijonov ali 200 milijonov dolarjev ali karkoli, dobi nek gizmo in potem pač skupaj se začne zlagati, ta gizmo mu pride prav, da pride ta. In potem je čist isto, kot tukaj se pač je glavni junak povsem brez agensa in se mu dogajajo stvari, ki jih je sam vnaprej pripravil, da se bodo tako odvile in je fucking boring, zelo hitro. In ja, weird mi je, da gre en režiser 20 let kasneje, pa se tista je bila dobra ideja, ne, ni bila. Okay. No, pol pa sem gledal en film, ki je mega in ga priporočam vsem in v bistvu priporočam zdaj, ko boste to ugasnili, poiščete ta film in ga pogledajte. Jaz sem zaradi tega filma, po mojem, se znajdel na kakih seznamih, ker sem ful stvari srčal pol po netu, ko sem pisal recenzijo za ekran. Naslov je How to blow up a pipeline oziroma kako razstreliti naftovod. Gre pa za film o aktivistih okoljskih, ki ugotovijo, da pasivno protestiranje in disinvestment in vsa ta jajca nikamor ne vodijo in da je edini način to, da pač bencin postane dražji oziroma nafta in ugotovijo, kje lahko razstrelijo naftovod v Teksasu, tako da ne bojo povzročili okoljske krize ali koga poškodovali in to naredijo. In cel film je zelo pro njihovem vprašanju, moralne dileme, ki jih imajo, jih razrešijo, pravzaprav ni dilem, to je treba narediti, treba se je lotiti stvari, če hočemo rešiti planet. In potem sem gledal še en kup filmov, ki so podobna tema, ne vem, Woman at War, dost hvaljen islandski film, po mojem precenjen, in Night Moves od Kelly Reinhardt, še zdaj, ki je mogoče trenutno malo tak, ker je o tem, kako razstreliti hidroelektrarne. Ampak basically vsi ti filmi imajo tako neka moralna vprašanja, ali je prav, da to delamo. In pol so v dvomih in ko se nekaj zalomi, to so ti junaki razrvani in zdaj ne vejo, kako to rešiti. In v onem islandskem filmu rabiš sestro dvojčico identično za to, da rešiš zadevo, plotline na koncu, kar je in basically tale film pa se ne obada s tem. Tale film pa ima, ja, to je prav. Treba se boriti proti zlu. In zdaj to ni film iz 2. svetovne vojne, da bi se borili proti nacijam, ampak je film, kjer se borimo proti naftnim družbam. It's the same fucking thing. In krasno izvede. Mene je prepričal. Okay. Ne bom šel razstreliti naftovoda, ker pač sem filmski kritik. Ampak za zdaj. Ja. Ne, hkrati pa še pokaže tole mlado generacijo, Gen Z, kako so aktivni in kako dejansko nimajo nekega izhoda mnogi. Ker dosti mladih ljudi, to pa je bilo zdaj več raziskav narejenih, ima eksistencialne krize zaradi podnebnih sprememb in se odločijo, da ne bojo imeli otrok zaradi tega. Ne? In ta film jim ponudi nekaj, kako se lahko rešiti, za razliko od recimo odličnega Bodis, ki pa pač pokaže, koliko so nesposobni. Ne? Tako da ja, to. Okay. Super, Igor, hvala. Mito, a si ti kaj pogledal? Jaz sem pa pogledal še enkrat po dolgem času Children of Men. Zihar sem bil še rekel of the corn. Ne, tega lepca ne bom pogledal, ker še je zdaj trauma iz 8. razreda. Ne, Children of Men so super film. Jaz sem na Letterboxdu, če me kdo sledi, posledite me, ker izmed nas 3 edini pišem v slovenščini tam. Točno, ti tudi, včasih je. Okay. Meni je to tehnično briljanten film, ki ima ful zapovedati, hkrati je pa tako gost, da pusti ful malo politike oziroma manevriranja političnega, ne? Ker je zelo direkten in če se greš na politični angažma v blockbusterju, that's the way to do it.
Hkrati ima pa malo more neke zelo umetniške, pa biblične ikonografije noter, pa tako se neko tehnično izjemno dovršen za one-takerji ali pa kamer noter fukne, ali pa glasbo, ki jo uporabi. Izjemno. Druga stvar, ki sem jo pa pogledal, je pa Prince Avalanche na Mubiju. Je pa neka mala zadeva z Paul Radom, pa še onim, ki je špilo Into the Wild. Speed Racerje. Ja. Iz 2013, če se ne motim, je pa takšen majhen amerikan indie film, kjer se dva cestna delavca na cesti, ki bar štrihata črte, na nekem pogorišču enega gozda v Teksasu leta 1989 znajdeta sama in sta v različnih generacij, hkrati pa sta v nekem razmerju, mislim, ne homoseksualnem, ampak on hodi z sestro od njega in pride do konflikta, se skregata, točeta, lovita, pol pa na koncu skužita, da nekako to nek moški šit, ki ga data skozi in greta skozi to sranje in nekako postaneta malo boljši jaz. Zadeva je zelo simpel, nič ne gre v globino, nič nisem spojilo zdaj s tem, ko sem to povedal, ker je film full gradi na atmosferi. Rad ima neko zelo živo fotografijo, pogorišče tega gozda se znajdejo notri eni čudni liki, malo je tako zelo Koenovsko kot Oh Brother Where Art Thou, ta neki vibe ima. In je tako zanimiva atmosferska študija, no? Neke ujetosti včasih. Ne vem, kako bi to drugače rekel. Tako luštna, 90-minutna zadevca, full fine. Mislim, da je to remake nekega islandskega filma. Ja, točno, imaš prav. Ja. Pa režiral pa ga je tip, ki je od takrat naredil Halloween filme, tako da, fuck that guy. Ok, to nisem vedel, dobro. Pa gledam zadevo, ki mi jo pa je ne Igor priporočal, ampak naš zvesti poslušalec Miha Narodini, Silo, na Apple, Silos v slovenščini, hvala, ki pa je na Apple Plus, Apple TV Plus. Je pa taka zelo zanimiva zadeva, ki vsak petek izhaja ven, trenutno še, pa odobrili so že drugo sezono. V glavni vlogi je Rebecca Ferguson, pa še par igralcev boste prepoznali, če boste šli to gledati noter, ne bom iz vseh našteval. Je pa koncept neke prihodnosti, ne bom rekel distopične, ker ne vemo, kaj se dogaja. Ima pa zelo močne matrica platonovske koncepte, hkrati ima detektivko kot podstat, torej whodunit je nek umor se zgodil, ne vemo, kaj se dogaja. Pa ta full nek za gamere koncept Fallout iger imaš noter posredi, ker v bistvu je ta silos postavljen, ne vemo kam, je pa neka zunanjost, za katero pa ne vemo, a je takšna, kot se kaže ali ne. In je full take mystery box, znanstvena fantastika, hkrati detektivka, fina zadeva. Pa kot sem prej že rekel, ful se vidi, da pisateljki napisajo IT-ovc, zato ker politični sistem je, da če predsednik nenadoma umre, je VD šef IT-ja. Ja. Sliši zelo logično. Ne, je taka fina zadeva, 144 štukov je, župan je tam, pa neki judiciary, ki imajo svojo policijo, zbirajo rekvizite from the before time in to so v bistvu pes figurce, naprimer, ker tega ne smeš zbirati. Tak, weird shit, ne veš, zakaj je tako, kot je, ampak tako, fina. Ja, pa še neko folkloro not prikaže, kako deluje tista igra, ko je vmes, ko ima praznik. Pa. Ja, v bistvu vse je zelo high-tech narejeno, mislim, tudi ti računalniki so kot nek retro-tech, veš. 80, zgodna 90, BBS-e imajo. Ja, veš, kot Severance, oni kompjuterji. Ja, tako fina estetika, vse skupaj zelo dobro narejeno, tako priporočam. No. Super, hvala Mito. Jaz sem nadaljeval z hitrimi in drznimi in sem zdaj pogledal vse razne desetke, ki je sveža v kinu, oziroma ne več tako sveža, že malo smrdi. Počasna. Ampak bom šel po mojem čez vikend gledati. Skratka, pogledal sem Fast and Furious, Fast 5, Fast and Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious in F9, pa Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Skratka, vse imam zdaj za sabo in mogoče zdaj malo bolj več štekam, kaj je čar tega, ampak tako, res mi je bilo nenavadno, ker pač tudi četrti film, to je vse tako slabo. Narejeno, tudi pač ti vožnje z avtom niso nič posebnega, akcija nič posebnega, ampak v četrtem že dobiš neko to feeling, ker z avtom skočita na jahto na koncu in že dobiš malo te ridikuloznosti, potem pa peta začne šibati to na vse strani,
stvari, ki se dogajajo, res več nimajo nobenega fizičnega in drugega fizikalnega smisla, logike. Ljudje s torpede z roko premikajo, kam grejo. Okay. Ja, vozijo se po, ne vem, gozdnih poteh z avti, ki so tako nizki, da jaz ne vem, da bi nasedel, po mojem, na ležečem policaju. Ampak gor so prišli z padali. Tako, ja, letijo z, mislim, meni je bilo najbolj, mislim, da mi je 7, po moje to. Najbolj smešno mi je bilo res to, ker otrok vrže avto po tleh, pač v zrak ga vrže in pol mu foto reče, avti ne letijo. In ti ne veš, da je to foreshadowing. Res mi je bilo tako. Jaz sem pač mislil, ja, pač proca naučiš, da ne meče avtke okrog, ampak potem seveda avti letijo v tem delu. In si tako, skratka, ampak ja, po drugi strani pa pač tako, kar niha, no, jaz bi rekel sicer, da tako, mislim, da 5, 6 pa 7 so zelo spodobni, zabavni filmi, jaz sem se ful zabaval zraven, zelo sta The Rock in Statham naredita svoje in tisti je meni zelo dobrodošla, ampak pač ta melodrama pa zelo niha, no, kjer je Vin Diesel v spredju, tisti je zanač, kjerkoli je on in te njegove neke familija, dileme, glas ima hujši kot jaz danes, ves čas, pač res izdelal del, ima globlji glas in vedno bolj tako, yes, family. What the fuck je s tabo narobe človek? Pa igrati ravno ne zna, no, tako da, ampak ostali pa so mi bili še kar ok. In jaz moram reči, da se pravi, zabaval sem se, je pa res, da so tudi iz filmov daljši in tako včasih te pretepaške akcije trajajo tako pol ure, res človek si vmes lahko skuha neki, poježi tist, pa še se kar vozijo, pa mlatijo. Tako da malo postanejo stvari preveč epske, bi jaz rekel, ampak se veselim 10, ki je Igor pravi, da ni dobra, ampak se veselim, ker nobena ni dobra, ampak saj kakšni so bili slabi na dober način. Meni je bilo vedno najboljš tale soap opera element, ko tek nekdo umre, pa tek ne, ni. Njega sovražimo, ker je nekoga ubil. Tek, ampak če ga ni ubil, smo pa lahko bestiči. Ja, tudi vsi zlikovci so kolegi, tako pač res več ne veš, zakaj se s to borijo. Oni so neki dirkači, hkrati pa so že neki tajni agenti. Ne vem, kaj v resnici so, vojaki, ne vem. Ampak, kar je pa treba priznati, pa, da vsa ta core ekipa, ki so res kar, praktično ne uporabi streljnega orožja nikoli. On, tale Brian, ki igra FBI-ovca, on kdaj strelja, pa Statham, recimo, ki ga dobijo, ki je gangster, drugi ljudje streljajo po njih, oni pa vse rešijo z avti ali pa pestmi, eventualno. Res je zanimivo, koliko različnih koliko situacij lahko rešiš z avti. Jaz se sploh nisem predstavljal, kako je vse povezano z avti. Recimo satelit, ki ga hočeš spraviti s poti. Viš, kaj ti vse odpre, če narediš vozniški izpit. Ja. Prav zamislil sem se nad sabo. Še ena stvar, ki mi je pa bila ful lušna, pa je to razmerje med Domom in Leti, ki igra Michelle Rodriguez, ker ona dva sta dejtala med prvim filmom in pol sta šla na razen, pač kot ljudje grejo. Ne? Ampak potem so štorijo napletli tako, da ona dva spet prideta skupaj. Ja. In to je tako, ne vem, 15 let potem, ko sta šla kot par na razen, morate kot igralce igrati spet par in je tako ono, vsi ti poljubi so tako najbolj hladna romanca možna, tako prav, da vala tako, ja, dajmo se poljubljati prav. Eko, ne zna Vin Diesel za mislim, da bolj zgleda, kot da ona noče igrati. Okay. Ker ko je pa treba se tepst, pa ona zelo dobro odigra. Ja, tako da jaz mojem meč, no, da v končni fazi res ni tako slaba franšiza, no, ampak res moraš 5 filmov pogledati, da prideš do enega spodobnega, to je pa tudi katastrofa. In kaj za naslednji plan Transformeri torej, ne? Ja, dejansko sem razmišljal, da bi Transformeri pogledal, ker zdaj pride nov Transformeri. Od včeraj. Točno so že v kino in bi rad še to pogledal. Čeprav tam vem, da so slabi filmi, ker sem vmes enega gledal, tako pol ure mi je bilo tako, kje, kdo, kaj, in mi je bil še bolj. Skratka, ja, ampak zdi se logično nadaljevanje, no? Od dirkanja avtov do avtov, ki so v resnici živa bitja. To samo še, mogoče bo to v 11. Pa živa bitja, ki so v resnici avti. Ja. Skratka, veliko je možnosti, ljudi ne boste verjeli, to je bila že naša 162. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na email Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatu, z vami smo bili Igor, če bi scenaristi Success napisali, Harp.
Mito, vse je bilo na mestu. Gegič in Aljoša, če iščete punco, Harlamo. Tole epizodo smo posneli v našem štabu, kinogledališču Bežigrad, ki vas poleti vabi v kino, tako z avtomobilom kot peš. Preverite njihov poletni spored in lokacije. Če vam je bilo všeč, kaj ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatu z odličnimi raznovrstnim izborom podcastov in če v naslednjih dneh potrebujete kakšno dobro vsebino, ki vas bo s pozitivnim pogledom na življenje, modrostjo pri razreševanju praktičnih, vsakodnevnih in bistvenih eksistencialnih težav vodila skozi življenje in bivanje, ne iščite več. Podcast Robot v svojih analizah filmov, serij in knjig vsebuje starodavno modrost, ki so jo puščavniki, učenjaki in staroste prenašali z generacijo v generacijo. Kdor posluša Podcast Robot, bo živel vekomaj. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Skrajmo bot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, taktične zamisli za preboj Drave nazaj v drugo ligo. Ja, good luck. Predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 162. epizoda. Jaz se še enkrat opravičujem za svoj nenavaden glas. Se njen nahod je kriv, nič drugega. Kakorkoli že, dragi oboževalci in oboževalke, naslednja in zadnja redna epizoda je torej na vrsti 27. junija. Vem, tudi mi vas bomo pogrešali, ampak saj bomo vedno v vaših srcih. Se poslušamo. Hvala vam za vašo pozornost. Yeah. Podcast Robot is live. Ne boš verjel, ampak točno to sem hotel jaz. A res, okay. No, jaz smo pa eno drugo, od enega velikega angleškega filozofa, ki je tudi fuzbol fan. You can't always get what you want, but if you try so time, you get what you need. A ni to komalo? Ja,